Če se niste rodili ravno lansko leto in o besedi avto naredite, potem veste za Toyota Supro. Jih je bilo kar nekaj, ampak tista zadnja z oznako A80 četrta generacija je poskrbela v svetu avtomobilizma za pravi boom. Nastopala je v filmu Fast and Furious in dobri primerki še danes stanejo 100 oziroma 150 tisoč evrov. Ampak Supra je zdaj nova in prva stvar, ki mi je všeč, je podobnost s prejšnjo. Samo pogledajte te luči, pa luči na stari. Pa pogledajte zadnje luči, pa luči na stari. In napis zadaj, pa napis na stari. In tole je šele druga Toyota v zgodovini, ki ima dva zatiča za odpiranje pokrova motorja. Ja, uganili ste, prva je bila prejšnja. Čeprav tale pod pokrovom nima tistega slavnega motorja 2JZ, nad katerim so bili vsi fascinirani, dam vseeno par impresivnih podatkov. V avtomobilizmu obstaja zlato razmerje, to je razmerje med dolžino avtomobila in med osno razdaljo. To razmerje je, no da vidim, če bom prav povedal, 1:1,5 do 1:1,6. Supra 1:1,55, se pravi, zadeli so sredino od sredine. Pa še drug podatek. Vzvojno čvrstost tega avta je boljša kot pri superšportniku LFA, čeprav je bil ta narejen iz karbonskih vlaken, težišče pa je nižje kot pri GT86, čeprav ima tista bokserski motor. No, znotraj mi je pa všeč, da ni podobna prejšnji, ampak bistveno bolj sodobna. Vsi materiali so super, vse je lepo mehko, zaslon je velik. Sicer me vse skupaj spominja na eno drugo znamko, ki se ji reče BMW. Recimo, tale stikala so njihova, prestavna ročica njihova, ta stikala so njihova, pa ta stikala so njihova, ampak nič za to. Občutek tukaj je odličen in vse skupaj je mehko oblazinjeno, ne zato, da bi bil dober občutek, kot takole naredim, ampak zato, ko me bo premetavalo, da se ne bom kam udaril. Ampak kaj ti bo kup pleha na mestu? Gremo se peljati. Dva razloga sta, zakaj bi tale avto kupil, še preden bi se z njim zapeljal in dejansko preveril, če mi je sploh všeč. Pa sem ponavadi zelo zahteven. Malo najbolj zaradi same nostalgije in zaradi prejšnje Supre, predvsem pa zato, ker je tale dimenzijsko in po moči perfektna. Super hitra, zelo zabavna in hkrati ne preveč naporna. Če menite, da so 800 in več konjski superšportniki fini na takšnih cestah, se motite, tole je bistveno bolje. Pod pokrovom tamle spredaj je 3-litrski vrstni turbo 6-valjnik, ki razvije dobrih 250 kW moči oziroma 340 konjičkov in 500 Nm navora. Teža je perfektno razporejena, 50% spredaj, 50% zadaj. Menjalnik je samodejni, 8-stopenjski, ta je trenutno edini, ki je na voljo. Čeprav imam v teh avtih raje ročnega, da je potem doživetje še nekoliko boljše, nimam nobenih pripomb. Je izjemno hiter, pravilno prestavlja, super je. Smo pa včeraj govorili na tiskovni konferenci z japonskimi inženirji in so rekli, da je dejansko vse pripravljeno tudi za ročni menjalnik, če se bo izkazalo, da je po njem veliko želja. In občutek na volanu, kaj ne rečem, skoraj perfekten je, se mi zdi, kot da je krmiljenje poštimal kakšen uralski mojster. Na teh cestah v okolici Madrida skratka zelo uživamo, je pa res, da kar težko izkoriščam vso moč, ki jo ima avtomobil in bo očitno treba iti nekam, kjer bom to lahko varno naredil. Ok, Circuito Permanente del Jarama. Upam, da sem prav povedal. Imam inštruktorja s sabo in tukaj si dejansko lahko nanudimo avto. Če se mi je prej na cesti zadek zdel na trenutke malo živahen, moram tukaj reči, da avto zelo lepo čepi. Sploh ne zdi, da me bo presenetil ali pa grdo griznil in tudi vas najbrž ne bo. Mislim, da je take avtomobile veliko lažje peljati hitro kot pa kakšne 800 konjske superšportnike. Vsem pa rekordna, ki je že 40 let v lasti, Vilneva ne bomo podarili. Minuta 15 se mi zdi. Uspešek do 100 je 4,3 in vam povem, da je tudi na stezi ta avto zelo hiter.
Ok, dobe prejšnje Supre, pa Mitsubishi 3000 GT, Mazda RX-7, Nissan 300 ZX je mogoče res konec, ampak Toyota ima zdaj v ponudbi spet en stroj za prave navdušence. V bistvu imajo že GT86, ampak tole je en ali pa 3 nivoje više in tudi cena bo približno x2. Zdaj že vidim, kako je kolega Roman vstal s sedežne in šel pogledati v denarnico, če je dovolj za tale stroj. Ja, pa tudi tale je konkretno pripravljene na povečevanje moči, so upoštevali to, kar ste radi počeli pri prejšnji Supri. Recimo sprednje reže so občutno večje, da bo šel tja velik hladilnik, motor baje zdrži bistveno več moči, izgleda pa itak, kot da bi jo nekdo nasekal s katano. Ko se na cesti pelje pred ali pa za tabo, je perfekcija.